Danes v Pomurskem dnevniku. Čebele združujejo Slovence. Kateri kmetje so potegnili največ denarja? Galex v roke Rusom. Vinarium z novim direktorjem. Vreme jutri delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Čebelarska zveza Slovenije se je ob sodelovanju s čebelarskimi društvi lotila velikega projekta z naslovom Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet. V okviru projekta so predstavniki Čebelarske zveze s prepoznavnim vozilom obiskali tudi Pomurje. Več pa v prispevku. Predstavniki Čebelarske zveze so v okviru projekta Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet danes obiskali tudi nakupovalni center Maximus s ciljem, da Slovenija, slovenski čebelari začutimo, da je to skupen projekt, skupna promocija Slovenije in glede na odziv terena lahko rečemo, da Svetovni dan čebel se bo prej ko slej zgodil. Kako pa izgleda ta vaša pobuda? No, mi smo Čebelarska zveza obiskala vseh 210 čebelarskih društev, to je 57. društvo, ki ga bomo v teh 3 mesecih obiskali. Preko medijev, znanih oseb, preko politike skušamo pač to predstaviti Slovencem. Naša državna politika pa, bom rekel, politiki Evrope in sveta in zaenkrat lahko rečemo niti enega negativnega odziva. Skratka, Slovenija bo prepoznavna tudi po čebelarstvu. Kdaj pa verjamete, da bo 20. maj postal Svetovni dan čebel? No, absolutno realno je septembra 2017. Procedura v Organizaciji Združenih narodov pa zahteva določeno pot, ampak jaz mislim, da septembra 2017 bomo slovenski čebelari zavedno in s tem Slovenija zarisana na zemljevid in to v okviru Organizacije Združenih narodov. Dogodek v Maximus je nastal tudi v soorganizaciji Čebelarskega društva Murska Sobota. Čebelarsko društvo Sobota ima trenutno 22 članov rednih pa 6 podpornih. Čebelarimo z okoli 600 panji, odvisno od leta. Čebelarimo, povprečna starost je nekje 62 let čebelarjev soboških. K projektu pa je pristopila tudi mestna občina Murska Sobota. Mi smo pristopili k vseslovenski akciji sajenja medovitih rastlin in lansko leto smo v Soboškem parku posadili lipo, hkrati pa tudi apelirali na vse osnovne šole v Soboški občini, da sadijo medovite drevesa, kakor tudi grmovnice, ki na ta način poskrbimo za opraševanje in poskrbimo tudi za prehrano čebel. Hkrati pa osveščamo tudi naše ljudi o tem, kako so čebele nepogrešljiv del našega vsakdana. Seveda pa ni šlo mimo afere povezane z medom, ki je izbruhnila pred prazniki. Ta afera je pač napad na, bom rekel, predobro organizirano slovensko čebelarstvo, nepotrebna. Niti en vzorc slovenskega medu v zadnjih 10 letih ni bil izven, bom rekel, pravilnika, tako da mislim, da slovenski smo lahko ponosni na slovenski med, tako odlično organiziranega čebelarstva, kot ga ima Slovenija, ga nima nobena država na svetu, take higiene, kot jo imajo slovenski čebelarski, nima nobena država na svetu in potrošnik lahko zaupa slovenskim čebelarjem, naj se prepriča, naj gre k njim na dom in naj preveri, nikakor pa ne prenese, bom rekel, neka ocena, da je, bom rekel, del slovenskega medu problematičnega, če tega analize ne kažejo. Še enkrat, čebelari so storili prekršek, ki so šli na črni trg, to je prekršek, zaradi tega pa, bom rekel, med ni trpel in še enkrat pravim, potrošnik lahko slovenskim čebelarjem zaupa, kajti konec koncev jih je zadnje desetletje dobro spoznal. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje v sklopu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v skladu z Evropsko uredbo objavila seznam prejemnikov finančnih sredstev iz evropskih kmetijskih skladov v evropskem proračunskem letu 2014, ki je trajalo od 16. oktobra 2013 do 15. oktobra 2014. Objavljeni seznam zajema izplačila sredstev za najrazličnejše namene. Od neposrednih plačil za posamezno vrsto pridelkov ali živine, ki so z reformo leta 2003 bila združena v shemo enotnega plačila, do subvencij za naložbe v kmetijska gospodarstva.
plačil za diverzifikacijo v najkmetijske dejavnosti, pomoči mladim prevzemnikom kmetij in tudi ukrepe informiranja in promocije. Na območju upravne enote Murska Sobota je pričakovano pri črpanju evropskih sredstev bila najuspešnejša skupina Panvita, ki tudi upravlja z največ kmetijskimi površinami in objekti ter je prisotna v več dejavnostih. Ta je kot Panvita d.d. iz evropske blagajne prejela 1.822.000 evrov, kar je absolutni rekord v upravni enoti Murska Sobota. Med kmeti posamezniki v upravni enoti Murska Sobota je rekorder po višini načrpanih sredstev Goran Škaper iz Vaneče, ki mu je iz kmetijskih skladov Evropske unije uspelo načrpati dobrih 827.000 evrov. Za sredstva iz evropskih kmetijskih skladov so se potegovale tudi nekatere občine. Daleč najuspešnejša je bila občina Tišina, ki je za izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, prejela več kot 775.000 evrov. Druga najuspešnejša je bila občina Moravske Toplice, uspešna pa je bila tudi občina Rogašovci. Banke upnice so več kot 10-milijonske terjatve do farmacevtske družbe Galex prodale ruski družbi CNMT, s čimer so delničarji družbe soglašali na novemberski skupščini. Za terjatve bo ruska družba v lasti Alekseja Andrejeva po navedbah Dnevnika plačala 2,5 milijona evrov, po navedbah Večera pa neuradno slabe 3 milijone evrov. V primeru, da dogovora ne bi bilo, bi Galex, ki se spopada z likvidnostnimi težavami in je insolventen, končal v stečaju, banke pa bi svojih terjatev lahko iztržile največ milijon evrov. Toliko so skupaj vredne nepremičnine družbe oziroma 3 lekarne in poslovno proizvodna stavba v Murski Soboti. Delničarji Galexa, med katerimi so največja posamična lastnica Pomurske lekarne, so na skupščini konec lanskega novembra soglašali, da bo CNMT od bank upnic, ki jim Galex dolguje 10,8 milijona evrov, odkupil terjatve in jih kot stvarni vložek prenesel v lastništvo družbe. CNMT je predtem vstopil v lastništvo Galexa z odkupom 8,3% deleža strani malih delničarjev. Po načrtih namerava obstoječo proizvodnjo razširiti z izdelavo novih izdelkov in jih izvažati tudi v Rusijo. A prevzemna zgodba še ni končana, saj je treba rešiti še dolgove iz poenostavljene prisilne poravnave. V začetku lanskega septembra so v Lendavskih Goricah odprli trenutno najvišji razgledni stolp v Sloveniji, Vinarium, ki je dobil novega direktorja. Stolp je v prvih 2 mesecih delovanja že dosegal prag rentabilnosti, ki znaša okoli 20.000 obiskovalcev, a kljub temu je novo leto prineslo tudi kadrovske spremembe v vodstvu stolpa Vinarium Lendava. Miha Kovačič, dosedanji direktor stolpa, konec minulega decembra ni prejel nove pogodbe za leto 2016. Kot poroča lendavainfo.com, naj bi temu botrovala notranja nesoglasja. Upravnik razglednega stolpa Vinarium je na mesto direktorja imenoval Damjana Hozjana, sicer prokurista podjetja Vedi d.o.o. iz Lendave. Podjetje Vedi d.o.o. je sicer bilo v preteklosti večkrat predmet razprtij v lendavskem občinskem svetu, saj storitve podjetja je najemalo več javnih zavodov občine Lendava. Župan Anton Balažek je bil soustanovitelj in solastnik podjetja Vedi, a se je nato iz lastništva umaknil. Nekaj let pozneje se je iz lastništva in vodenja družbe umaknila tudi njegova partnerka Mirjana Balažek. Kljub črni statistiki mrtvih na slovenskih cestah lanskega julija in avgusta je bilo lani skupno za 4% oziroma 700 prometnih nesreč manj kot v letu 2014. Število prometnih nesreč se je lani sicer zmanjšalo, a smrtnih žrtev je bilo več. Lani 120, medtem ko jih je bilo leto predtem 108. Več je bilo tudi poškodovanih v prometnih nesrečah, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Če so leta 2014 našteli skupno 8.220 lažje in težje poškodovanih v prometnih nesrečah, jih je bilo lani 8.487. Najbolj tragičen je bil lanski julij, ko je umrlo kar 26 udeležencev v cestnem prometu, oziroma 19 več kot julija 2014. Med drugim so umrli 3 vozniki osebnih vozil, 7 kolesarjev, 6 voznikov enoslednih vozil, 3 pešci, 5 potnikov v vozilih ter po 1 voznik traktorja in tovornega vozila. Agencija ima za letošnje leto za okoli 250 milijona evrov višji proračun kot lani in ta denar nameravajo nameniti okrepitvi preventivnih dejavnosti. Poleg akcije proti uporabi telefona med vožnjo, agencija v letošnjem letu načrtuje še 2 preventivni akciji. In sicer eno usmerjeno predvsem v voznike tovornih vozil ter drugo namenjeno osveščanju pomenu varnostne razdalje v prometu.
Jutri bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla, več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog ledišča. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili stopinjo nad lediščem, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa stopinjo pod lediščem. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Čez dan se bo pooblačilo, popoldne bo ponekod v južni Sloveniji rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog 7 stopinj pod lediščem, dnevne pa se bodo gibale med 1 in 5 stopinjami nad ničlo. V soboto bo oblačno, na zahodu bodo padavine, ki se bodo v noči na nedeljo prehodno okrepile in zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo odeževalo. V nedeljo bo oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne še padavine. Temperature v naših krajih se bodo v prihodnjih dneh dopoldan gibale okrog ledišča, popoldanske pa med 7 in 9 stopinjami. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.